Kar je dr. Cukjati povedal, da je Janša pravzaprav neka obsesija bivše nomenklature, ki še danes pravzaprav vladuje in ima vse zvode v rokah, je pravzaprav očitno in jasno. Poleg tega so inkriminirani bili seveda vsi tisti, ki so kakorkoli z njim sodelovali sukcesivno pravzaprav od zadnjih 20 let. Sam se spomnim tudi času vlade, v kateri sem sam sodeloval, praktično vsi ministri smo bili inkriminirani in smo se morali seveda zagovarjati na policiji ali pa tudi celo na sodiščih in vsega seveda ni bilo nič. Šlo je za sistematično šikaniranje, pravzaprav, ki je lastno pravzaprav nekim sistemom, ki jih naj ne bi več bilo, vendar pa so ljudje iz tistih bivših sistemov prav tisti, ki danes to še prakticirajo z nezmanjšano močjo in nezmanjšanim gorečnostjo. Janez Janša je seveda v tem kontekstu kot človek, ki je verjetno eden najbolj sposobnih politikov, kar smo jih kdajkoli imeli, tarča in moteč element pri vzpostavljanju demokratične parlamentarne družbe in tega se seveda zelo bojijo. Zlasti to lahko vidimo v zadnjih letih, ko se v krizi, v kateri živimo, stvari prestrukturirajo in si je treba napraviti določene zaloge in pa seveda pripraviti tudi za tekočo delovanje njihovega političnega delovanja določena sredstva. No, in to je pravzaprav, če pogledamo v zadnjem času, gre za po mojem mnenju, seveda, gre za dobro usklajeno sodelovanje sodišč, tožilstva, policije in pa tiste nesrečne komisije za boj proti korupcijo, ki so, po mojem mnenju, so morali ustanoviti poseben oddelek za politične zadeve in s temi pravzaprav kot koordinacijsko telo, iz katerega izhajajo pravzaprav vse poteze in obtoževanja, ki se pojavljajo v javnosti. Da je temu tako, kažejo pravzaprav verjetno tudi zadnje reakcije na to odredbo, ki jo je, torej odredbo za izvedbo finančne preiskave, ki je bila uperjena proti Janezu Janši. Gre za to, da so sprva vsi v en glas, ko je prišla ven, začeli trditi, da gre za falsifikat, za nepristen dokument in s tem seveda podtikajoče dejansko skušali ustvarjati določene paralele z nekim časom, ki je bil tudi pravzaprav, torej z nekimi stvarmi, ki so bili tudi skonstruirane. Pokazalo se je, da gre seveda za povsem vsebinsko identičen dokument s tistim, ki ga seveda ima policija oziroma ki ga je tožilstvo sproduciralo in po mojem mnenju tudi na tak ali drugačen način pravzaprav plasiralo v javnost in ga razmestila po različnih seveda koncih in čakala na seveda določene reakcije. Ampak to je seveda bolj ali manj druga stvar. Gre pa za to, da so se potem, ko se je pokazalo, da je ta dokument pravzaprav vsebinsko pristen, identičen z originalom, kar naenkrat pravzaprav vsi usklajeno, naenkrat vsi predstavniki represivnih organov začeli zgražati in ugotavljati, da je to nekaj nemogočega in da se kaj takega ne bi smelo zgoditi in da bojo začeli s preiskavami in ugotovili tistega, ki je to sporočil ven. Prav. Mi nič ne moti, vendar gre neka druga stvar. Ta dokument je prišel ven, tako kot mnogi drugi prej. In ta dokument pravzaprav kaže na, kako rekel, stalno vzdrževanje napetosti, ko se obravnava predsednik pravzaprav največje opozicijske stranke. Namreč mi danes lahko, torej upal bi si staviti in v kuverte napisati datume približne, seveda mesec zgoraj pa dol, ampak praktično kar natančne, torej kdaj se bo pojavila pravzaprav kakšna zadeva v zvezi z predsednikom največje opozicijske stranke, upal bi si to kuvertirati, kdaj bo pravzaprav Patria končana, kdaj bojo zdaj te postopki z tole preiskavo,
ki je bila odrejena se strani tožilca in podobne stvari. Upal bi se kuvertirati in zmotili se ne bi dosti za 14 dni, 3 tedne, ampak to je vedno v tistem času, pravzaprav, ko se začne določena propaganda za določene stvari izvajati na političnem prostoru. Danes bi lahko rekli tudi, da je izrazito čas propagande in izrazito čas diskvalifikacij, torej političnih nasprotnikov iz opozicije. Ampak ob tem, ko je prišel ta dokument ven, ta odredba, in so se sprenevedajoče, pravzaprav vsi predstavniki represivnih organov spraševali, le kdo je to storil, se nihče ne sprašuje nekaj drugega. Kakšna škoda je povzročena pravzaprav prizadeti osebi, kako to učinkuje na pravzaprav okolico, kako to učinkuje na otroke, kako učinkuje na sorodnike, na prijatelje, na vse bližne. Tukaj gre za stalno, namensko, sistematično diskreditiranje oseb ali osebe in vplivanje in pritisk na ljudi, da se jih pravzaprav diskreditira v javnosti in v okolju, v katerem živijo. To trdim tudi iz lastne izkušnje in to vem. Gre tudi za to, da se s tem ustvarja en strahovit pritisk na ljudi, strahovito pravzaprav se ustvarja neko negotovost, nelagodje in seveda do skrajnosti ponižujoč položaj se skuša ustvariti pri prizadeti osebi. Tako se je tudi neka pooblaščenka za informacije, ali kako se imenuje, pravzaprav norčevala iz otroka predsednika bivše vlade. Norčevala in seveda se je ona opravičila potem, to mi je pa ušlo, saj to pa res ni bilo lepo. Ampak ne gre za to, to je najlažje reči. Ona je storila dejanje za to, da je nekoga užalila, za to, da je ustvarila pri starih starših okolici sramotenje cele družine, ne samo tistega otroka, ki je še premečka. A razumete? To je ta igra, udbovska igra, ki se jo grejo seveda naprej. In to sistematično počnejo. Na vsak način želijo ponižati pravzaprav ljudi, ne samo žrtve, ki so si jo izbrali, ki jih ogroža, ampak vse pravzaprav, ki tako žrtvo pravzaprav kakorkoli so z njimi v povezavi. Torej, želijo sistematično ustvarjati negativno podobo določene osebe in okolice, kateri pripada. Kajti zelo zanimivo je, v javnem interesu, poslušajte, je bilo, da je to, da se da zasliševanja pravzaprav predsednika največje opozicijske stranke v javnost, zasliševanja na neki protikorupcijski komisiji, zasliševanja se nikoli ne daje v javnost. Ker so to posebne, specifične situacije, psihična stanja, določena igra, ki obstaja, ki je v politični zgodovini, če hočete, jasno izmerjena in stehtana in v demokraciji se tega ne daje. To je bilo rečeno, da je to v javnem interesu. Pazite, kjer naj bi se človek lovil za to, ali je pravzaprav položnico za 8 evrov prikazal ali ne, ali pa zaradi mene za 200 000. Ampak veste, kaj je zanimivo? Ta ista oseba se ji ne zdi, da je v javnem interesu to, da smo se pred enim tednom zadolžili za $1,5 milijarde, za katero nihče ne ve, kdo, kdaj, kje in kako se je zadolžil, in se zgleda, kot da je to privatna domena pravzaprav 3-4 ljudi. Ali je to javni interes? Ali je to v javnem interesu? Ali je v javnem interesu, da difamirajo ljudi z objavo pravzaprav nekih zasliševalskih, intimnih, bi človek rekel, v posebnih okoliščinah narejenih zapisih? To je ta politična korupcija, to je ta politična izprijenost, ki obstaja med pravzaprav to nomenklaturo, ki je iz prejšnjih časov ali pa posnema vzorce iz prejšnjih časov. To je grozljivo in to je nevarno in to ogroža seveda, po mojem mnenju, demokracijo v današnjem stanju. Tudi Komisija za protikorupcijo se izdaja in objavlja podobne stvari. Javno difamira ljudi, javno jih žali in ponuja, medtem ko se sam ta človek
javno slika z podobo velikega brata, ki pooseblja vse totalitarne zločinske sisteme na tem svetu. To lahko on stori. Si predstavljate, da bi se minister za kulturo slikal z Goebbelsom in rekel, kadar sličim za kulturo, primem za pištolo. Jaz ne vem, če bi bil 12 minut živ. A razumete? Torej, on si dovoli povedati tisto tako dobro in samozavestno se počuti, da mu ni težko javno izraziti točno to, kar misli in seveda kar dela. To so ljudje brez vsake osebnosti integritete, čeprav se cel čas na njo zgovarjajo. Torej, to je skrajno nevarna zadeva in te ljudje, recimo predsednik protikorupcijske komisije, glede na to, da to počne, kar sem vam povedal, torej nima nikakršne verodostojnosti več, nikakršne pravice, da nastopa in da mu kdorkoli verjame. To se je pokazalo tudi v nedavnem, ko so ga spet obudili, zdaj po 14 dneh se je skrival, zdaj se je spet obudil na televiziji in je včeraj predvčerajšnjem razlagal o sistemski korupciji. On razlaga o sistemski korupciji recimo v zdravstvu tam, kjer so največje malverzacije. Tam govori, da je sistemska korupcija. A razumete? On ščiti korupcijo, ker se ne upa povedati, kdo, kje, kdaj, zakaj. Oziroma, če je oddal kam te stvari njegove pritožbe, se ni nič zgodilo in ne praša, da na tisti prostor, kamor je oddal svoje pritožbe, recimo na policijo ali na tožilstvo, ne reagirajo. Ne praša se, če ni to korupcija slučajno. Razumete? In govori o sistemski korupciji na načelni ravni. Ampak preganja pa mene, pa Janšo, pa Cukjatija, pa ne vem koga z javnimi imeni, ne da bi se lahko branili. Ne? Za 12,70 € ali pa za 100 000 zaradi mene. A razumete? Jaz ne govorim, a je to prav, ampak gre za njegovo politično, bi človek rekel, jasno opredeljenost, ki jo je sam tudi že izrazil v preteklosti, kako je politično opredeljen, bil je v politični službi in danes ustvarja, torej in je na političnem mestu, da ne bi slučajno mislil, da ni politik. On je povsem jasno opredeljen in v službi točno določenih pravzaprav lobijev, da tako rečem, političnih. Zato je, kako bi rekel, zelo zanimivo, da si kaj si te ljudje seveda dovolijo. Predvsem ustvarjajo v javnosti slabo počutje, negotovost in sramotijo ljudi in jih želijo s tem izolirati, njih kot posameznike in njih pravzaprav kot družine, kot skupine, kot neke prijatelje, če hočete pa tudi njihove politične predstavnike in politično razmišljujoče demokratične ljudi. To želijo diskreditirati in seveda zlasti družine difamirati. Ne? Povzročiti tisto, da te je sram, da se slabo počutiš. In ali človek bi se vprašal, nekdo mi je rekel, ali se sploh zavedajo, kaj počnejo? Ne? Se človek vpraša in reče, ne, oni se tega sploh ne zavedajo. Ne, oni se tega zelo dobro zavedajo. Oni to počnejo namenoma, zdrženo, nepopustljivo, vsak dan, vsak mesec, točno z določenim, ko bi rekel, koledarskim razporedom. In kdo so te ljudje? Kdo pa so ti ljudje, ki to počnejo? Poslušajte, če primerjamo današnje sodstvo in tožilstvo. Poglejte, ali se vam zdi, da je sodstvo napredovalo od Mateja Dolničarja v 50. in 40. letih do recimo Barbare Klajšča, ki sodi ljudi, ne vemo nekje, nekdaj, nekako se je kaj zgodilo. Ali mislite, da je kakšna razlika med ljudmi, med Viktorjem Avblom in pa gospodom Ferlincom danes, ko sodi in obtožuje ljudi, ne vemo nekje, nekdaj, nekako se je nekaj zgodilo? Ali mislite, da je kakšna razlika med Ivanom Mačkom Matijo, ki je, kako bi rekel, želel ali pa je lahko celo vse nadzoroval, in Goranom Klemenčičem, ki se javno deklarira z velikim bratom in bi želel vse nadzorovati? Ja, jaz mislim, da ni. Jaz ne govorim, ali so bili prej kvaliteti ali ne. Tisti ljudje so bili slavni, znani, častivredni in tako kot je takrat, je tudi danes piše, da so sodili v okviru neodvisnega sodstva. To lahko preberete. To je recimo Viktor Blažič, ki je bil žrtv v 70. letih, pisal, kako mu je nekdo rekel, da je neodvisno sodstvo. Ne? Recimo pa še marsikje lahko to dobite. In ko sem že omenil, mi je žal, da sem omenil to ime pravzaprav enega
človeka, ki se mu je zgodila strašna krivica. Ampak govorimo o 70 letih, ko so zadnjič še zapirali in oprizarjali politične procese, ki se dogajajo tudi danes. Ne? So tisti, ki so danes na najvišjih funkcijah. Na najvišjih funkcijah v pravosodju so v 70 letih preganjali ljudi, ki so prižigali sveče na grobovih. Ali pa so bili izredno, pravzaprav izredno in ad vsem navdušeni nad tem, kako dobro so ustreljeni ljudi v glavo, ko so bežali čez mejo. Kako je zdaj to? Kako je zdaj to? Zakaj ne bi bili mi grozni in grobi, če ugotavljamo neke stvari, paralelizme in človekov značaj? Veste, zgodovina je borba značajev. In človekov značaj se ne spremeni kar tako. Spreminja se sistem, ki nas prisili, da ravnamo pravilno. To je demokracija, parlamentarna demokracija, pravna država, vladavina prava. Zato se danes borimo. In te ljudje se ne borijo za to. Te ljudje vodijo isto tako, kot je bilo prej. Zato pozivam, in sem že velikokrat pozival, in prosim, bi bil vesel, če bi objavili. Bi bil zelo vesel, ne vplivam na pravosodje ali na novinarstvo. Ne? Govorijo, da pravosodje, izvajamo pritiske na pravosodje. Ne, pravosodje izvaja pritiske na ljudi. To je treba vedeti. Ne? In pozivam javno, četrtič, naj se začnejo postopki proti Goranu Klemenčiču, ki se slika z sliko velikega brata in javno izraža svoje protidemokratska načela. Hvala lepa.